Župani občin, vpetih v projekt, poleg Žužemberka še Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobre Polje, bodo v prihodnjem tednu na sestanku s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Ter seveda pričakujemo v najkrajšem času tudi odločbo, na osnovi katere gremo lahko v razpis in seveda zagotavljanje potem tudi sredstev za izvedbo tega projekta. Država, Evropska unija in naštete občine bodo morale od letos pa do maja 2015 zagotavljati denar za gradnjo suhokranjskega vodovoda. Kot poudarja mirnopeški župan Andrej Kastelic, se ta mora začeti že prihodnje leto. Bo pa s tem vodovodom kompletno naše območje pokrito z vodovodom. Tako da potem ne bo več vasi, ki ne bi imela vodovoda. Plus tega bomo usposobili še eno vrtino dodatno in na ta način bo tudi občina imela svojo lastno pitno vodo. V njihovi občini bo naložba stala dobre 3 milijone evrov, od česar bodo morali zagotoviti približno 20% lastnih sredstev, poudarja Kastelic.